Da bi napolnil obupno prazno državno blagajno, se je finančni minister Uroš Čufar s klobukom v roki podal na svetovno turnejo zbiranja finančne pomoči, ki se ji v jeziku stroke menda reče roadshow. Zadeva je bila nujna, kajti prejšnji finančni minister Janez Šušteršič je sedanjemu ministru zapustil bistveno manj denarja, kot ga je slednji sposoben zapraviti. To je bilo ob izjemni nesposobnosti vlade Janeza Janše pravzaprav pričakovati. Spomnimo se, kako je drugi največji sin naših narodov in narodnosti Zoran Janković že oktobra lani opozarjal. Gospod Janez Janša, če ne znate in ne zmorete, odstopite kot predsednik vlade. Ker dobronamerno opozorilo ni zaleglo, temveč se je nesposobni samodržec Janša še naprej oklepal oblasti, si je bilo ljudstvo prisiljeno samo izboriti svojo svobodo. Začela se je serija vseslovenskih spontanih ljudskih vstaj, ki so prinesle sanjski rezultat. Veličastno zmago magistrice Alenke Bratušek. Nekje se je nekaj tako temeljito spremenilo, da lahko nekdo dobi priložnost, o kateri niti sanjal ni. Pred hrabro premierko Alenko Bratušek in predvsem slovenskim ljudstvom pa so velike naloge. Posledice opustošenja dežele, ki so ga povzročili Janez Janša in njegovi zločinski sodelavci, so strahotne. Gospodarstvo je popolnoma paralizirano. Banke so brez denarja. Delavci so brez dela. Sindikati so v krču. Javni sektor je na psu. Zdravstvo je na bolniški. Socialna država je socialno ogrožena. Celo zobna miška ne more več nemoteno opravljati svojega poslanstva. Položaj bi bil za vsakogar brezizhoden, a hrabra premierka magistrica Alenka Bratušek ostaja neustrašna. Proti krizi se bo vlada borila z vsemi sredstvi. Pripravljen je sijajen nabor protikriznih ukrepov. Pretirano varčevanje pri odhodkih bo vlada zamenjala z rastjo prihodkov. Ne sprašujte se, kako in odkot. Najboljša vlada vseh časov bo zmogla. Samo nekaj časa potrebuje. Once again, we just need time. Ker pa se že malo mudi, bo vlada z nekaterimi ukrepi pohitela. Poleg višje stopnje DDV bo uvedla sobotno udarniško delo. Čeprav je Slovenija svetovna prvakinja v obdavčitvi plač zaposlenih, se bo vlada trudila rekord še izboljšati z uvedbo kriznega davka. Gre za davek, ki ga bo država pobrala kar od neto plače. In seveda tudi od pokojnin. Predstavnika upokojencev Mateja Kožuh Novak in Karl Erjavec sta uvedbo kriznega davka podprla z vsemi 4, hočem reči z vsemi 8. Nesebična prizadevanja vlade v stiski pa so se dotaknila tudi src naših delovnih ljudi in poštene inteligence. Po vsej državi so stekle nabirke. Ljudje darujejo zlatnino, mnogi celo poročne prstane. Najbolj zavedni so se pripravljeni odreči celo okrasnim zobem, vendar finančno ministrstvo opozarja, da trenutno sprejema samo zlate zobne prevleke, ne pa tudi emajliranih in porcelanastih. V želji pomagati projektom nove vlade domiselnost naših ljudi ne pozna meja. V naših nakupovalnih središčih zato že opažamo vozičke, v katere ljudje odlagajo dobrine za pomoči potrebne. Akcija poteka pod geslom Za blagor domovine, nabirka za pingvine. Tudi najmlajši, cicibani in pionirčki ne stojijo križem rok. Naravnost ganljivo je videti, s kakšno zavzetostjo korakajo od vrat do vrat in vzklikajo: Dajte nam flaške, zbiramo zamaške.
Ob takem podmladku se nam za prihodnost ni bati. Za domovino, za Alenko naprej!